Spoštovani minister za obrambo, načelnik generalštaba Slovenske vojske, poveljnik sil, poveljniki in glavni počastniki enot Slovenske vojske, športnice in športniki, pripadniki Slovenske vojske, športni navdušenci in ostali gostje, ki delujete na področju športa v Slovenski vojski. Dobrodošli na slovesnosti Športnik leta Slovenske vojske 2024, ker skupaj obeležujemo izjemne dosežke naših pripadnic in pripadnikov, ki svojo predanostjo, disciplino in vztrajnostjo postavljajo visoke standarde tako na športnem kot na vojaškem področju. Šport in vojaška služba sta tesno povezana. Oboje zahteva vrhunsko psihofizično pripravljenost, močan značaj in osredotočenost na cilj. Prav psihofizična pripravljenost pa je eden ključnih temeljev uspešnosti vsakega pripadnika Slovenske vojske. Šport ni zgolj tekmovanje, je način življenja, ki krepi duha, telo in ekipno povezanost. Na današnji, že tradicionalni slovesnosti bomo razglasili najstrelca, najboljšo enoto, brigado, športnico in športnika Slovenske vojske za leto 2024. Slovenska vojska je v letu 2024 organizirala večino prvenstev Slovenske vojske. Zaradi mile zime je odpadlo le prvenstvo v smučarskem teku in veleslalomu. Vsa ostala načrtovana tekmovanja smo uspešno organizirali. Tako da bomo danes lahko razglasili najboljše na področju športa za leto 2024. Slovesnost bodo popestrili tudi pripadniki orkestra Slovenske vojske, in sicer kvintet klarinetov z basistom in tolkalcem, z nekaj skladbami, skratka, skupaj bomo preživeli športno glasbeno obarvanih 45 minut. Prav psihofizična pripravljenost je eden ključnih temeljev uspešnosti vsakega pripadnika Slovenske vojske. Ne gre za fizično moč in vzdržljivost, temveč tudi za mentalno stabilnost, odločenost in sposobnost hitrega odzivanja v najtežjih situacijah. To jim med drugim omogoča tudi ura kondicijske vadbe dnevno. Tisti, ki so bolje pripravljeni, lahko postanejo člani športnih reprezentanc Slovenske vojske in se lahko udeležijo načrtovanih aktivnosti reprezentanc, kakor tudi nastopijo na prvenstvih Slovenske vojske. Na oder vabim poveljnika sil, brigadirja Boštjana Močnika, da nam nameni nekaj besed. Gospod minister za obrambo, Sajovic, načelnik generalštaba, kolegi poveljniki, vsi ostali prisotni. Če bi poskušali poiskati korelacijo med vpetostjo športa v slovensko družbo in pa med Slovensko vojsko, bi z lahkoto prepoznali, da gre v bistvu za eno veliko stopnjo simbioze. Če bi poskušali opisati slovensko družbo, v čem je drugačna od ostalih družb, vseh tistih držav, če želite vrhunskih športnikov, tako na zimskih kot poletnih olimpijskih igrah, pridemo do zelo enostavnega sklepa. In sicer, da govorimo o družbi, ki ima v samem nedarju zapisan in ugraviran nek odnos do gibanja, do fizike, do športa v najširšem pomenu besede. No, vsezadnje smo ena od nacij, ki na milijon prebivalstva dosega največjo količino vrhunskih rezultatov v svetovnem merilu. Mislim, da smo na drugem mestu med 197 državami sveta. Ker sam osebno poznam kar nekaj drugih oboroženih sil, malce več kot to, koliko jih je in kakšno oborožitev imajo, vam lahko potrdim, da vrednotenje in vloga športa v Slovenski vojski je na višjem nivoju kot v nekaterih drugih vojskah. Takšen tip prireditve, kot smo ji priča danes, je ne boste zasledili v marsikateri drugi državi. To je prav in pa to je pravilno. Če samo pogledamo količino športov, katere negujemo in pa ohranjamo v Slovenski vojski, nam zelo hitro zmanjka prstov na obeh rokah. In potem pridemo do posameznika. Kot institucija trdim, da imamo dobro urejeno podlago, biti fizično pripravljen, ker temu nameščamo oziroma namenjamo 1/8 našega delovnega časa. Takšen pristop do fizične pripravljenosti na vsezadnje botruje k temu, da lažje in bolje učinkovito upravljamo svoje delo. Verjamem, da vsi razumemo, da
je fizična pripravljenost predpogoj mentalne stabilnosti. Slednje vnašamo tudi v enote Slovenske vojske. Leto 25 postaja prvo leto v zadnjih 20 letih, če želite, ko imamo zaukazano vsaj za 2 enoti, da prideta na višjo raven. Konkretno govorimo o 10. izvidniškem bataljonu in 74. srednjem pehotnem bataljonu, kjer je dvigen standard zahtevnosti fizične pripravljenosti. Dodatno je uvedeno tudi kondicijski vadbeni test, ki se bo izvajal prvič organizirano za ti 2 enoti. In v prihajajočem obdobju bodo po tej poti sledile tudi druge enote znotraj sile. Pripadniki, katerim bomo danes priča tukaj na odru, predstavljajo vrh oziroma smetano, ne samo leto 24, ampak marsikdo od njih že desetletje ali več. Biti najboljši strelec, biti najboljši športnik in športnica oziroma najbolj športna vojaška enota ni majhna stvar. Vsemu naprej iskrene čestitke in pogumno na poti vsem posameznikom in pa seveda vsem enotom, da negujemo današnje sporočilo in vlogo tudi skozi leta, ki so pred nami. Hvala. Hvala poveljniku sil za prijazne besede. Danes je z nami kvintet klarinetov spremljavo, ki izvaja različne zvrsti glasbe. Število glasbenikov v tej zasedbi se lahko spreminja v odvisnosti od zvrsti glasbe, ki jo izvajajo. Danes so z nami klarinetisti Matic Nejc Kreča, Boštjan Vendramin, Adam Atanasov, Urban Knez in Janez Benko. Na bas kitari jih bo spremljal Vasja Burkat, na kahonu pa Gorazd Majdič. Zaigrali nam bodo skladbo Le kdo je ne pozna, zemlja pleše. Streljanje ima globoke in neposredne povezave s Slovensko vojsko, saj gre za eno temeljnih veščin, ki jih mora obvladati vsak posameznik. Streljanje ni le tehnična spretnost, temveč ključni element usposobljenosti, profesionalnosti in tradicije Slovenske vojske, ki simbolizira povezavo med fizično, mentalno in operativno pripravljenostjo vojakov. Tudi Slovenska vojska razume pomen strelstva in vsako leto organizira tekmovanje v dinamičnem in preciznem streljanju ter prvenstvo Slovenske vojske. Tekmovanja so potekala v Grižah v dinamičnem strelju s pištolo 2-krat,
eno športno streljanje s pištolo v Hrastniku in športno streljanje s puško na Mečkovcu sta šteli tudi za prvenstvo Slovenske vojske. Vsa tekmovanja so bila izvedena pod vodstvom strokovnega strelskega organa Centra za združeno usposabljanje in v sodelovanju z Zvezo slovenskih častnikov Slovenije. Za najstrelca Slovenske vojske so letos štela omenjena tekmovanja drugega stebra s pištolo v dinamičnem in preciznem streljanju in seštevki rezultatov najboljših 3 tekmovanj so nam dali najstrelca v letu 2024. Na oder vabim poveljnika sil, brigadirja Boštjana Močnika, da podeli priznanja najboljšim strelcem v Slovenski vojski. Za najstrelca v Slovenski vojski za leto 2024 je razvrstitev naslednja. 3. mesto, civilna oseba Damjan Pesek iz Generalštaba Slovenske vojske. Velik aplavz. Drugo mesto, štabni vodnik Aleš Žibret iz Centra za združeno usposabljanje. In prvo mesto, kot vem, ni prvič in tudi verjetno ne zadnjič, praporščak Branko Vijač, Center za združeno usposabljanje. Hvala poveljnik sil. Danes bomo drugo poslušali pripadnike orkestra Slovenske vojske s prečudovito skladbo slovenskega naroda Sim.
Za izbor najboljše enote na področju športa, najboljše brigade, najšportnice in najšportnika Slovenske vojske se je upoštevalo točkovanje za uvrstitev na posameznih prvenstvih Slovenske vojske v letu 2024. Letos nam je uspelo organizirati načrtovana prvenstva, razen smučarskega teka in veleslaloma, tako da bomo danes lahko razglasili najboljše športnike in športnice Slovenske vojske ter najboljšo enoto in brigado. Pripadniki so tekmovali skupno v 8 posamečnih prvenstvih, in sicer prvenstvu Slovenske vojske v šahu, lokostrelstvu, orientaciji, kolesarskem vzponu, na pehotnih ovirah, triatlonu, teku in streljanju. Za najboljšo enoto Slovenske vojske so se šteli rezultati zimskega patruljnega teka, Brajnikovega memoriala, košarke in nogometa. Pri skupnem seštevku enot so točkam ekipnih prvenstev prišteli še točke njihovih pripadnikov z posamičnih prvenstev. Za zmagovalca med brigadami Slovenske vojske so se poštevale točke iz enot iste brigade. Pokale za najboljše enote bo podelil načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš. Načelnik, prosim. Med enotami so rezultati naslednji. 3. mesto, generalštab Slovenske vojske. Predstavnika, prosim, s 397 točkami. Prosim, da kar ostanete na odru. Drugo mesto pripada vojaški zdravstveni enoti s 399 točkami. In prvo mesto, 10. izvidniški bataljon z 869 točkami. Velik aplauz. Načelnik, vas sam prosim, da še malo znate. Sledi razglasitev najboljše brigade za leto 2024. V razvrstitvi najboljših brigad Slovenske vojske za leto 2024 je z osvojenimi 1396 točkami prvo mesto osvojila prva brigada. Na oder vabim poveljnika prve brigade, polkovnika Gregorja Vodeba, da se nam pridruži in prevzame pokal. Naj povem, da je v skupni razvrstitvi med brigadami drugo mesto zasedla logistična brigada z 828 točkami, tretje mesto pa 72. brigada s 487 točkami. Velik aplauz. Čestitke nagrajencem, hvala načelniku. Člani kvinteta klarinetistov s spremljavo pa nas bodo spravili v dobro razpoloženje. Skladbo In the Mood.
Veseli in počaščeni smo, da je danes z nami tudi gospod minister, magister Borut Sajovic, ki ga vabim, da nam nameni nekaj besed. Ponovno brez plonk listka. Vsem skupaj prijazen dober dan. Ogledal sem si, koliko je športnic, koliko je športnikov. Vas sem hotel najprej pozdraviti, pripadnice, pripadniki, draga načelnik in poveljnik. Ja, šport je vrednota, šport je način življenja, šport je samodisciplina, šport je postavljanje in pa doseganje ciljev. Kubertenovo načelo je znano in poznano že dolgo: višje, hitreje, močneje. Je pa seveda šport tako kot življenje. Zato poleg moje čestitke vsem tistim, ki so vas danes imenovali, prebrali, vam stisnili roko, dali pokal, medaljo, čestitka tudi tistim, ki to še niste dosegli. Tako da priznanje vsem, ki ste nastopili v vseh katerikoli disciplini, pa niste prišli na stopničke, bili ste zraven. To šteje in je pomembno. Kdaj zmanjka sekunda, kdaj zmanjka korak, kdaj uspeh prepreči poškodba, kdaj tudi zdravje. Tako da motiv in pa cilj naj pa vsem skupaj ostane. Šport in pa Slovenska vojska, vidim, da se lahko skupaj piše z veliko začetnico. Bil sem na Brdu, ko smo skupaj praznovali obletnico športne enote. Samo poglejte, kakšni ljudje, kakšni vzorniki zastopajo naše barve. In to je ponos in zgled tudi za mlade, za vaše hčere, sinove, vnuke in morebiti eden od motivov, da se nam pridružijo. Jih cenimo in pa spoštujemo. Bil sem na Pokljuki na patruljnem teku, odlična pripravljenost tako pripadnic kot tudi pripadnikov. Tako da, spoštovane starešine, poveljniki, tisti, ki vodite, dajmo podpirati vse te zadeve še boljš, zmeraj se da, še več, še bolje, še drugače. Ob tem pa ne smemo pozabiti pa ene stvari. Vsakmu tek, gibanje ni blizu, ker smo rekli, zdaj, ko 2 leti rasemo, povečujemo število pripadnic in pripadnikov, da je pomemben prav vsakdo. Poskušajmo pa odkriti, zaznati in pa pohvaliti talente tudi na drugih področjih. Če nekdo ne bo športnik, je pa lahko kot tile za nami, presežne glasbenice in glasbeniki. Lahko je računalničar, lahko imamo izjemnega mehanika, strojnika, inženirja. Naj bo naša skupna naloga odkrivanje, spodbujanje, zgledovanje in pa pohvala talentov. To je tisto, kar nas vse skupaj pelje naprej. Imam pa ob tem dogodku, poleg še enkrat čestitke, zahvale in pohvale, pa še eno skromno pa ponižno željo: dajte nam pomagati pri zgodbah, ki jih delamo skupaj. Včeraj smo ponovno odprli zgodbo povečanja zmogljivosti nakupa 8-kolesnih bojnih vozil. Povejte doma, povejte sosedov, znancem, prijateljem, mi jih ne rabimo zato, da bo NATO naredil kljukico. Mi jih rabimo zato, da boste vsi vi, najprej pa izvidniški bataljon, zaščiten, opremljen in zavarovan,
in da smo mobilni. Slovenija je majhna, ampak je velika in naloge moramo upravljati hitro, odločno. To ni naša vozila, to ni nek nadstandard. Tako kot kmetje ne hodimo na morje s traktorji, tako se tudi vojska z vozili prevaža takrat, kadar je treba. Ali ko vadimo, ali ko pomagamo, ali ko ukrepamo. Ne nazadnje, ko je bil žledolom že dolgo nazaj, je bil, mislim, da Valuk tisti, ki je prišel prvi na Jezersko, v Črnem je rekel načelnik, je bila pa prva Patria. To je ena stvar, eno sporočilo. Drugo, biti član najstarejšega, najmočnejšega zavezništva na svetu je super fajn in dober. NATO ni breme, NATO ni nekaj, kar je narobe, je pomembna druščina in pomembno je biti med najboljšimi. To so ta pomembna sporočila, predvsem pa jaz cenim in spoštujem mir. Želim si, da tisto, kar se je zgodilo v Izraelu, da se čim prej doseže tudi na ukrajinsko-ruski fronti. Ampak zavedajmo se tega, da če ne bilo majstra s puško v roki, če ne bilo osvoboditeljev konec druge svetovne vojne in če ne bi imeli teritorialci orožja leta 1991, mogoče ne bi imeli tako lepe države, kot jo imamo danes. To so tista sporočila, predvsem pa povezanosti in enotnosti, ki jih moramo širiti vedno in vsak dan, tudi kadar govorimo na športnih prireditvah. Še enkrat čestitka, zahvala, pohvala pa tudi vsem organizatorjem športnih prireditvah. Niso tisti, ki dobijo medalje, jih pa omogočijo, in hvala tudi pripadnicam in pripadnikom, ki pomagate pri najpomembnejših športnih prireditvah v tej državi. Na Zlati lisici, v Planici, v Ljubnem, na biatlonu in še kje. Na prvem sestanku s Smučarsko zvezo sem jim tudi jasno in glasno povedal, naša pomoč je s srcem, z dušo, ampak morali se nam bojo pa tudi pohvaliti in povedati, da smo vredni vsaj toliko kot tisti trgovec, ki prodaja avtomobile, pa so njihove reklame povsod. Ljudje morajo vedeti, da je Slovenska vojska naša narodova vojska in da pomagamo v vojni in v miru. Lažje delamo, lažje pomagamo, če smo fit, če smo pripravljeni. In zadovoljen sem, da je v Slovenski vojski to način usposabljanja, druženja, prijateljevanja in pa povezovanja. Hvala lepa, uspešno, aktivno športno leto, pa veliko zdravja in nobene poškodbe. Hvala, minister. Ponovno vabim tudi načelnika Generalštaba, da se nam pridruži na odru, da bo skupaj z ministrom čestital najboljšim športnikom Slovenske vojske. Prišli smo do vrhunca današnje prireditve. Pred nami je le še podelitev najboljše športnice in športnika Slovenske vojske za leto 2024. Začnimo z nežnejšim spolom. 3. mesto, poddesetnica Suzana Flerin Drevenšek iz 132. gorskega bataljona. Drugo mesto, naddesetnica Katja Kobentar iz poveljstva logistične brigade. Prvo mesto in najšportnica Slovenske vojske za leto 2024
je majorka Mojca Flerin Drevenšek iz Centra odličnosti za gorsko bojevanje. Najboljša, dajmo še en aplavz. Prestanete, prosim, na Najboljši športniki Slovenske vojske za leto 2024 pa so: tretje mesto, civilna oseba Tomaž Cankar iz Vojaške zdravstvene enote. Drugo mesto, štabni vodnik David Rihtarič iz poveljstva sil Slovenske vojske. Prvo mesto in najšportnik Slovenske vojske za leto 2024 je poročnik korvete Nejc Antlovec iz 430. mornariškega diviziona. Hvala obema podeljevalcema. Lahko bi naredili še eno skupno fotografijo z vsemi najboljšimi fanti in dekleta in minister in načelnik. Še strelce ta prve spokali tudi. Še strelce. En velik aplavz. Hvala vsem, hvala podeljevalcema, najboljši športnik in športnica, pa ostaneta še malo z mano. Če boste kaj novega povedala, Mojca, dolgočasno je že malo tu, veš? Nobene konkurence ti ne delamo. Kaj ti pomeni biti najboljša športnica Slovenske vojske ponovno? Tako, če naredim na hiter, mogoče pregled, ne, glede na to, da je to letos 19. podelitev, pa da smo od tega 15. najboljša športnica, mi najbolj kar nekaj pomeni. Tako da vsako leto, vsak naslov je zgodba zase, je težko, enkrat težje, enkrat malo lažje pridobljen ta pokal, vendar mi pomeni zelo veliko. Je potrditev mojega dela, za katerega veliko časa in energije namenjam. Še eno vprašanje, glede na to, da imaš veliko družino zdaj, kako gre to usklajevanje družinskega in tega športnega dela? Ja, usklajevanje je dosti težje, kot je bilo prej, vendar glede na to, da sem zaposlena v Slovenski vojski, ki mi omogoča vsakodnevno vadbo, definitivno s tem lahko vzdržujem to pripravljenost, sicer bi bilo zelo, zelo težko. In pa seveda razumevajočo družino, ki me podpira v vseh tej moji rekreaciji. En aplavz za Slovensko vojsko in družino.
zelo ponosna, ker sem jaz bila v tvoji enoti tudi za šport, tako da sem res ponosna tudi na poveljnika in tako naprej, ne, vse vemo. Kako pa se ti počutiš zdaj ob tem prejemu laskavega naziva športnik Slovenske vojske? Ja, ob tem nazivi se počutim zelo ponosnega in hvaležnega. Tu sem vložil kar nekaj truda in je bilo tudi vloženo kar nekaj podpore, tako da se zahvaljujem vsem svojim sodelavcem, svojim poveljujoči, svoji družini in svoji ženi. Je pa zame tudi to zelo velika čast in motivacija za naprej, je še zmeraj trdno treniram in tako predstavljam Slovensko vojsko in 430 najvišji divizion. Kaj si se kot vojak naučil in ti tudi pri športu pomaga in pride prav? Ja, kot vojak sem se naučil discipline, vztrajnosti, trdega dela. Skozi različna usposabljanja sem se tudi navadil osredotočenosti na cilj, pomembnost samega načrtovanja, ker je pomembno tudi poleg v športi z treninge, za tekmovanja in za usklajevanjem vseh osebnih in službenih aktivnosti. Še enkrat en velik aplavz za prihodnost športa v Slovenski vojski in se nam nadal. Zahvaljujem se vsem nagrajencem. Sledi himna Slovenske vojske. Ob zaključku današnje prireditve izrekamo čestitke vsem prejemnikom priznanj, hvala pa tudi vsem vam, ki podpirate njihov trud.